Ja, če mojca prej rekli, da so ugotovili, da lahko je račun poseben za dejavnost, dejansko varčevalni račun, zdaj se splača te račune zdaj zapreti, pa dodati varčevalni račun, to je ful manj stroškov. Ja, tukaj ne bomo delali, ne bi jaz rada delala zdaj reklame ali pa kakšnega napačnega razumevanja tega, kaj se bolj splača. Vsakmu se malo drugače splača. Recimo, za nekatere je zelo pomembno, da imajo povezave med tema dvema računoma, poslovni in osebni. In je treba upoštevati, kako bosta te dva računa povezana med sabo. Recimo, da bosta pregledna v smislu vodenja evidenc in tako naprej. Ne? Tukaj potem že ni več praktično varčevalni in transakcijski račun, ker ne moreš te povezave narediti. Celo na isti banki malo težko, ne? Med dvema osebnima računoma pa lahko. Ne? Definitivno je najbolj enostavno, da nimaš nobenega poslovnega računa, ker to je res podraži, poslovni račun podraži administracija neverjetno. Ne? Vsaka stvar iz poslovnega računa stane. En osebni transakcijski račun in en, recimo, varčevalni račun, če nimaš iz osebnih dohodkov velikega prometa, bi šlo, ne? Ampak to je res tista osnova, ne? To je tista maksimalna podcenitev. Proti, kaznivo ni, ne? Je pa vprašanje, koliko je to praktično. Ne? Tako kot sem rekla, bo osebni račun zdaj na upogled vašim Vsi računi so na upogled, tudi varčevalni. Jaz sploh nisem vedel, da bi bilo možno imeti osebni račun, recimo, ampak sem imel poslovnega. In do zdaj sem se tako znašel, da sem vsako leto zamenjal banko in banka ti da 12 mesecev za stojn vodo. Potem sem pa še dodatno zvedel, da lahko ni treba, da je poslovni račun. Ne? Pa sem pa na svoji banki odprl poleg svojega TRR še gotovinski račun. Vse banke praktično ga imajo. Vodenje stane 1 evro, povezana sta prek... No, pač banke imajo različna imena, ampak ta gotovinski račun ima svojo BA kartico, vse lahko počnem, lahko delam znotraj Hiponeta, recimo konkretno to Hipobanka. Skratka, imam osebni račun, pa gotovinski račun, ki je praktično enak, vodenje pa 1 evro. Zakonodaja predpisuje, da mora biti za dejavnost transakcijski račun. Ne predpisuje pa, kakšen je ta račun, ali je to osebni, ali je to poslovni. Banke vam ponujajo poslovnega, če pridete s tem na bančno okence, ker je to za njih boljše, ne? Lahko več zaračunajo. Ampak zakonsko pa ni nujno, da je to poslovni račun. Medtem, ko DURS nič ne zanima, kakšen je ta vaš drugi račun za osebne potrebe. To je pa izključno vaša odločitev. O tej kartici je ena za Halkoma. Ta kartica prvič je treba plačati, rabaš čitalec in ne dela na Apple. Ja, ne dela, samo na Windows. Samo Windows. Nisem jaz kriva. Drugač pa ni samo kartica, obstaja ključek. Ne rabaš čitalca. Ja, ampak to pa ni Halkomov. 100 evrov je postavljal ključek Halkom in rekli vse. Ljubljanska banka. Ne, paste, kartica je ena za vse, pokriva vse banke. Tako Ljubljansko banko kot Hipo in vse ostalo, ampak to je Halkom. Ljubljanska banka daje pa svoje kartice. No, Halkom je pa za vse, imaš tudi ključek možnost vzeti, zdaj nič več ne priporočajo kartic, ampak imaš pač ključek, na katerem je tvoj certifikat in s tem certifikatom pač delaš vse. Zakaj bi pa vzel ključek, če lahko greš na upravno enoto, kjer dobiš certifikat za stojn in delaš vse z njim? Prosim, gledajte, nekaj je, ne več ljudi več ve. Oseba vzameš certifikat na upravni enoti, daš prošlo, jaz nič ne plačujem, že dolga leta. Ja, daj povej to. Daj, ja, Gašper, povej bolj na glas. Upravna enota, na upravni enoti se da dobiti certifikat, zastojn in to je to. Ja, sam, je to še možno? Ja, to je še možno, da vsake upravne enote samo ne poslujejo vse banke s tem. Ja, se to so pa vse banke, ja.
Recimo, jaz sem sedaj odprl račun pri delovski hranilnici in za delovsko hranilnico je dovolj, če vzameš na pravni enoti za stonj digitalno potrdilo in preko tega dostopaš do tega neta, ki je konkretno delovske hranilnice elektronski plačilni sistem. Ampak vse banke ti ne dopuščajo, da bi potem dostopal do njihovega elektronskega računa, samo zgolj s tem potrdilom, ki ga dobiš na upravni enoti. Za mene je vas? Kar pa do e-davkov lahko dostopate? Seveda. No, potem pa sploh ni problema, gremo vsi do upravne enote. Mimo grede, delovska hranilnica ima tudi sedaj to, da je prvo leto vodenje poslovnega računa brezplačno, v naslednjem letu je potem 4 evre na mesec vodenje računa. Banko zamenja tako. Da se pa odkljuka tako, da se potem ne plačuje nobenih dodatnih stvari, se pravi, izbereš opcijo, da ne želiš imeti izpiskov in ničesar takega, se pravi, nimaš potem več nobenih dodatnih skrivnih stroškov. No, sej, jaz mislim, da se bojo banke zdaj temu kar priklople, glede na to, da je država odredila vsi transakcijski račun, bojo pač banke tiste, ki vas bojo povabile na en način skupaj, se vidite, kako jim gre. Da... Za plačila na transakcijski račun. Tista plačila, ki so vezana na dejavnost, pazite, da na tisti transakcijski račun ne dobivate ničesar, ker če dobite kakršnokoli stvar na tak račun, je treba plačilo zavrniti in preusmeriti plačilo na osebni račun. To se pravi, en račun mora biti res samo za dejavnost. Ne mešati se mogoče, da vam slučajno nekdo vidi nek račun in nakaže neko stvar in obratno. Na osebni račun nobenega poslovnega plačila. Ker potem boste imeli celo zmedo, če vam pridejo gledati kakšne stvari. Ok, so še lahko še enkrat, zmedati. Ta drugi račun, ki ga zdaj si odprl za dejavnost, pa ne bo kakršnokoli že, za pravljanje dejavnosti. A moraš z tega računa plačevati prispevke, aplikacijo ali ti lahko počneš svojega osnovnega računa, s katerim pač Ja. Mi priporočamo kot računovodje, sploh za tiste, ki recimo boste vodili knjige po dejanskih stroških, da to ločite. Da na tist račun, ki prihaja prihodek iz dejavnosti, iz tistega računa naj se plačuje vse, kar je povezano z dejavnostjo. Se pravi, materialni stroški, ki so povezani z dejavnostjo in prispevki. Ker... Tudi, če ste normiranci, imejte račun čist samo za dejavnost. Imejte ločeno. Ja, ker se vam bo zgodilo. Zakaj ne? Predvsem je to, saj to vi tudi lahko poveste, zaradi davčnih pregledov. Ja. Problem teh pregledov je potem, ko je eno plačilo iz tega transakcijskega računa za ne vem kaj in v vaših knjigah tega računa recimo ni. Ne? No, vse to sem jaz tudi rekla. Vi lahko plačujete prispevke iz vašega osebnega računa, ampak če gre to slučajno na kakšen drug sklic, pa ga ne morete dokazati, vas bo davčna terjala še enkrat za plačilo tega. Vi morate dokazati s svojimi papirji in potem pač z izpisi iz tega računa, ki ni poslovn, vaša plačila. Drugače pa lahko plačujete. Ampak tu samo še eno vprašanje. Tisti, ki smo pač normiranci, ne bodo tega enostavnega knjižništva, ali lahko iz tega računa plačujemo, se pravi telefon, te stroške in vložite recimo, ne vem, elektriko, ker pač delujemo v nekaj prostoru, ki sicer naš dom, pač upravljamo zasebno tam, in na kakšen način mi moramo to potem predložiti? Jaz vam priporočam tako, tisti, ki ste normiranci, dobivajte prihodke na ta vaš drugi račun, samo prihodke. Potem si pa del sredstev nakažite na svoj oseben račun, oziroma ta drugi račun, ki ga uporabljate, lahko potem za plačevanje teh stroškov, ki jih imate. Tako da dejansko je v bistvu priliv vašega delodajalca in potem samo nakazilo na vaš drugi transakcijski račun.
Ne, olajšave ni nobene. Kako mislite olajšava? Stanovanje, telefon. A mislite olajšava kot strošek? Če ste normiranci, ni nobenih olajšav. Je jasno. Ne so pa stroški, če plačuješ poslovnega računa, vse. Stroški so večji s poslovnim računom v vsakem primeru. Ja, zato si je znesek v Definitivno. Definitivno. Tisti, ki ste normiranci, si to lahko prvošte, ker ne potrebujete stroškov, se pravi dokazil z računi. Medtem ko pa tisti, ko boste pa to po dejanskih stroških vodili, boste pa mogli ločiti tudi ta plačila, se pravi plačila materialnih stroškov, ki so povezane z dejavnostjo. Okay, ampak če jaz, recimo, če vam jaz odprte SP, nisem normiran, pa nimam poslovnega računa za telefon, lahko jaz moje stroške telefona dajem vseeno v stroške. Če nimam poslovnega računa, če ste vi SP, če ste vi SP in imate mobitel, mora biti mobitel že na SP. Če ne vi tega računa za mobitel ne smete dati v stroške. In zdaj pol je še druga varianta. Ali lahko plačujem iz poslovnega računa mobitel, to je ta varianta, ki ni na SP. Ja, lahko ga plačate. Sej vam nihče ne prepoveduje, ampak delajte posebej. Zaradi vaše evidence, zaradi tistega, ki vam bo recimo, če boste šli na vodenje knjig, to delal in tudi zaradi mogoče bodočih pregledov. Če boste šli na vodenje knjig. Priliv, ki ga ti, prenos sredstev, ki ga izvedeš iz enega računa, ni poslovno, ampak je isto oseben, na drug oseben račun. Kako to davčno zazna ta priliv? Ali ta je obdavčena, ni obdavčen? Ta priliv ni obdavčen. Ne, sej vi, če ste dobili na prvi osebni račun, ta priliv je bil najbrž že obdavčen. Vi ste v bistvu naredili samo prenos. To je tako, kot da bi gotovino položil na svoj račun. Gotovino odkot? To je ta problem. Če ste vi položili gotovino in če vas bo šla davčna uprava pregledovati, boste vi definitivno mogli dokazati izvor te gotovine. Da je ta izvor, je še enkrat obdavčen, Tako, se pravi, če vam naročnik plača nek znesek, 1000 evrov, si vi teh 1000 evrov brez skrbi prenesete na drugi račun. Zakaj? Ker boste že prvi priliv dokazal, da ga je pač vaš naročnik plačal. Tako. Tam je še eno vprašanje, da gremo po vrsti. Mene zanima, recimo, imaš dejavnost upravljaš doma, vsi računi pač ne morajo biti napisani naprej, ker so določeni sistemi, to bi ne moč nekaj spremeniti. Ko smo rekli, tudi dejavnost ne upravljaš na celi površini, samo na določeni, recimo potem bi tudi tega lahko samo uveljavljala pri stroške. A je lahko sporno, če račun ni napisan name? Če bi ga recimo jaz 20% uporabila. Vi lahko niste lastnica tega prostora, recimo v katerem upravljate dejavnost in je lastnik nekdo drug. In tudi na tega se najbolj glasijo ti računi. Sicer jaz vam čisto po pravici povem iz mojih izkušenj, da ti stroški meni niso preveč všeč, da so pisani na fizično osebo, pa jih potem delimo. Težko je to recimo tudi za nas knjižiti pa razdeliti. Zdaj tisti, ki vztrajajo, mi tako naredimo, ste v 100 kvadratov velikem stanovanju in potrebujete 15 kvadratov za svojo dejavnost. Se pravi, procentualno se lahko potem obračuna tudi strošek od teh računov, ki jih dobiva pač najbrž lastnik stanovanja, tudi če ne vi. Ampak seveda, če je dejavnost... Izdelati je treba dokument. Izdelati je treba, dokument in to je fajn, da je najboljše je, če si naredite najemno pogodbo, če je za vas to ugodno. Zdaj tlepar najemnih pogodbah
Kako? Če si sam lastnik. Ja. V mojem primeru je konkretno tako, da so neke stvari še napisane na praktično pokojnega dedka, ampak ker pač hočem imeti, še nimamo pač knjiženo lastnino in vse skupaj, gledam cela pravna deklaracija. Ja, no sej to je pol tista stvar, ki jo morate tudi povedati na davčni upravi. A ne, vi pač poveste, ta stvar še ni dokončno urejena, tako pa tako smo naredili nekako izračunane. Čeprav se pravim, jaz s tem nimam dobrih izkušenj. Še to bi vprašala. Glede na to, da mi vsi kulturniki imamo nek svoj, recimo temu upraven naziv, ki je sicer zelo podoben osebnemu imenu, če imam jaz na položnici napisano verjetno svoje osebno ime, a je to, se pogleda skozi prste, če manjka še zadaj, še ta samo zaposleno? Ja, ni to načeloma ni težava. No. Sploh pri normirancih itak ne, za vodenje knjig pa načeloma ne. A ne. Včasih so rekli, zaradi vejca so me zafrkavali, ker nisem imel nazivu vejce. Lejte, jaz v 15 letih dela to, da bi zaradi tega, ker je mogoče mačka naziv bil drugačen, zaradi tega račun ven vrgel nisem. No, ampak ne, nisem doživela, ampak je pa recimo, ko smo rekli ravno pri telefonu, pri kolegici, ne, smo rekli, da pač more biti napisan na SP oziroma na dejavnost. SP ne, da je vsaj na koncu SP. Ja, no vse, ampak če je pa samo na njo, oni pa nimajo SP-ja, ne? Jaz mislim, da ne bi smeli delati nobenih težav. No, tako, kakor jih ne delajo, če je na SP v spredi še eno besedico, pa je sam SP napisan, recimo ime priimek SP, načeloma ne delajo težav. Tako da potem v takem primeru, če je elektrika račun napisan na fizično osebo, recimo mene, da jaz lahko recimo pri 15% svoje račune svojega sprega uporabljam. Tako, samo naredite si dokument. Ampak to čisto samo, ne rabi. Samo račun, Excel. Tako. Pač tako, da ima neko osnovo, da ima nek zakaj za to. Se pravi, kako tist račun, ki ga dobite, je za 50 evrov, upišete celoten znesek, 15% lahko upoštevam in to se potem odšteje. Če plačam na mojem osebnem računu, in potem recimo običajnih na osebnem računu, recimo za elektriko, ne, v računovodstvu, da če se račun imam upošteva 15%. Tako. Samo je ta dokument treba... Vi morate sama izdelati dokument, iz katerega je razvidno, da je 15% strošek vaše dejavnosti, vse ostalo je pa vaš osebni strošek. To je bolj... Čeprav plačate v celoti račun iz poslovnega računa, ampak mora biti zadavčno, mora biti dokument, ki je namenjen knjiženju, torej, da se vidi, kakšna je poraba vašega... V smislu obratno, plačamo za svižnega, samo upoštevam pa... Ali pa obratno. Dobro, da ne bo preveč zasebna komunikacija postala, ja, zdaj tlele so bila še ena vprašanja, pa bolj na glas govorite, no, ali pa vzemite mikrofon. Samo malo, jaz se navezujem, samo da to, samo sekunda, ker jaz sem zaravno na davčni se pozanimal. Ker pri meni je tak, da pač moram imeti paket ogromen telefonski, ne, ki je samo ugoden, če sem fizična oseba. Ne? Ampak so mi rekli, če jaz dokažem, da rabim več kot 70% telefona za moj posel, da lahko z sklepom dam kompletno račun v stroške. Lahko. In si to dokazal? Dokazila, samo dokazila. Ampak z sklepom je šlo to, čeprav je tak, in so mi tudi povedali, ker dosti krat uporabljam za svojo dejavnost, očetov avto, ker je večji. Ni pisan na mene, ne? In ko bom jaz dokazal, da ga uporabljam 70% vseh prevoženih kilometrov jaz za moje namene, ne? Lahko tudi delno dam v stroške njegov, torej bi lahko dal, ampak je to pa je zapleteno glede servisa. Tukaj s avtomobili se pa ne bi jaz hecala, pa z lastnimi vožnjami, pa z bonitetami. Jaz mislim, da tukaj je pa potem bolj dokumentirati pač kilometrino, potne naloge, točno kam namen, da vam tam tudi dobite nekje potrdilo, da ste tam bil in potem pač obračunate normalno kilometrino. Stroške avtomobila, amortizacijo ali pa kaj takega, pa benzin se pa jaz samo kilometrino. Samo kilometrino, sej na potni nalog napišete, kjer vozilo ste uporabljali, registrska tablica in to. Hvala. Jaz sem hočela vprašati, zanima me v imenu tistih, ki smo normiranci. Ali lahko tudi mi pričakujemo, bom rekla, obiske davčnih inšpekcij, oziroma kaj za nas pomeni to enostavno knjigovodstvo in za koliko let nazaj?
A to pomeni, da a je dovolj, da imam jaz na računalniku svoje, ne vem, bančne izpiske po mesecih, pa jim prinesem pač v elektronski obliki, ali to zdaj konkretno pomeni, da moram začeti te zadeve printati in spravljati v neke mapce in potem odpajati tja nosati ali kaj? Vi morate vedeti, da kot normiranci dejansko sploh nimate enostavnega knjigovodstva. Enostavno knjigovodstvo bodo imeli tisti, ki bojo obračunavali osnovo po dejanskih stroških. Torej ni potrebno voditi poslovnih knjig? Ne. Se pravi, vi kot normiranka morate imeti evidenco samo prihodkov. Prihodki zdaj za vas pomenijo izdan račun, ne plačan. Izdan račun. In vi imate v bistvu samo eno vrstico v Excelu. Izdan račun in to je vaš prihodek. In ta evidenca velja za davčno upravo. Zdaj pa, a davčno upravo v tem primeru, da ste normiranci, vaši stroški ne zanimajo, ker imate tako priznanih 70%. Mogoče jih bodo zanimala plačila. Ja, bančne izpiske spravljate in bančne izpiske in vse te račune, ki jih boste izdajali, imejte 5 let. Bančnih izpiskov konkretno več ne dobivamo, razen v elektronski obliki. Vse to velja. Elektronska oblika je ok. Se pravi, si naredim mapco, ki jaz hranim za 5 let. Tako, in to je to. Pa izdane račune z naslovi kupcev, ki jih imate gor, to morate imeti tudi zdaj spravljam kot normiranc. Se pravi, jaz ti dam račun. Tako, in pol naredim še kopijo tega računa in naspravim in to je to. To je vse, kar rabim. Ja, pri tem to boste imeli za dokazovanje, če imate še kakšen drug priliv na vašem transakcijskem računu, poleg teh računov, ki ga pa niste davčni parjavu, takrat boste pa potem dokazvali, da vsi ti računi so bili te, to vam je pa mama nakazala. Dobro, lahko še enkrat. Se pravi, če sem jaz izdal v letu 2014 12 računov in imam doma potem kopije teh 12 računov, sem vse naredil kar. Vse. Plus bančni izpiski z nakazili za teh 12 računov. Bančne izpiske dobivamo vsi. Elektronska banka. To je izpisek, a ne dobivate mesečnega prometa iz banke. Na opisni obliki ga ne dobljam že dolgo. Ne opisni, vse imate, če imate elektronsko banko, imate v kliku, imate v kliku izpis. Kako? Sam arhiv je, mislim, da za 1 leto, tako da je treba jih nekaj si skopirati. Izvozaš v PDF-u, pa jih imaš. Tako, recimo enkrat mesečno to naredite, mogoče tudi samo konc leta, ko se pač poslovno leto konča za vas, pa da si takrat... A je dovolj, da jaz to pišem v Hiponet 1.1.31.12.2013, kliknem, mi izpiše pri plus in to je to. Sprintam in to je to. To je dovolj. Samo še glede računov, jaz se res upravičujem, če sprašujem neumnosti, ampak do zdaj s tem nisem imela... Se je boljš neumno vprašati, kakor pa ne vprašati. No, tako. A je tukaj tudi kakšna zaporedje računov? Se pravi, da morajo biti... In gre po vrsti, tudi če je za različne naročnike. Tako, po vrsti. Jaz sem jih že začela vsakega posebej. Ne, vi začnete številko 1, vi imate lahko 20 naročnikov, začnete številko 1, zaporedno pišete račun. Po datumih. Pustite tako, kakor je, napišite en zaznamek, da ste pač za vsakega naročnika hotela posebej račun napisati in to je to, pa od zdaj naprej pač pišite zaporedno. Sam napišite zaznamek slučajno, če... Kaj dokazila mora biti tista podpisana? Ni dovolj, da sem si jaz svojega skrenila v elektronski obliki, pa ga nisem podpisala. Ja, podpisan, fizično. Se pravi, dobesedno ga moram poskenirati svoje evidence. Ne, poskenirati. Mislim, kar se vaših računov tiče, vi ga kadarkoli lahko načeloma izpišete in podpišete. Običajno ne poslujete zdaj več žigom, tako da to imate lahko pač je lahko elektronski. A se najavijo te inšpektori? Ja. A ja, popreč. Kaj najavijo, vse delimo naprej? Ponavadi je tako, dobite pošto domov, vi dobite pošto... Ne dvignete? Ne, samo to ne, dvigant jo morate. Dobite pošto... 15 dni je časa pol za to darilo. Zdaj, nazadnje, ko je bil
bil pri meni davčni pregled je celo pošta po navadni pošti, brez da je poročena. To je bil nazadnje, pri meni ni več poslal pošte, ampak je kar poklical. No, tudi to se zgodi, ja, ampak zelo redko. No. Večinoma dobivate pošto in potem pač nikjer vam ne piše, prišel bom ta dan ob tej in tej uri. Ne. V bistvu je v dogovoru z inšpektorjem. Gor je njegova davčna številka, ker vedno je tako. Jaz pravim, po svojih izkušnjah govorim, vedno je dobro prej inšpektorja poklicati in ga vprašati, kaj potrebuje. Da ne boste vse nesli. Mogoče rab pa samo en račun. Ne? In jaz pravim, nikoli se ne nosi tist, kar ne rabijo, ampak dejansko sam tist, kar rabijo. Meni se je tu že zgodilo, da so rabili samo en račun, pa plačilo za tisti določen račun. In to mi je inšpektor prej povedal in to sem nesla in to je bilo to. Se pravi, vi gremo tja, ne onih nam. Jaz tako pravim, jaz se večinoma menim tako, da grem jaz k njim. Zaradi tega, ker so enkrat oni pri meni, pogledajo točno, kjere fascikle imam od kjerih strank. Tako da nekako je tudi bolj... Tudi njim je bolj všeč, no, saj na zadnje, ki sem jaz tako imela, je gospa pač rekla, fino, samo enkrat mi treba na teren. Ker ni bilo treba po 26 letih dela riti dvigati. No, tako, recimo, ne. Tako da večinoma se kar menite, sploh, če imate prijavljeno dejavnost v privat stanovanjih, a ne, večinoma se res... Kjer bomo hoteli? Ampak dolžni smo jih pa spustiti v hišo, če bi trajali pri tem, ali kako? Davčnega inšpektorja. Ja, davčnega inšpektorja ste dolžni spustiti v hišo, če ga... Kjer imate dejavnost. Ja, kjer je dejavnost prijavljena. Zdaj, če je to tudi vaš dom, ne, ja, ga morate spustiti. Ne. Lahko je še eno vprašanje. A obstaja neka meja, ki bi lahko rekel, dokoliko je letnega zaslužka, da bi se nam splačali iz normiranca na... Ja, smo bi rekel. 31 000 evrov. Tam se obrne. Tam je nula. Zdaj jaz vem, da je to Zdaj mogoče Andrej Pince pari, novinar. Ja, zdaj tle je zelo težko. A lahko mogoče še na tole odgovorimo, ne? Ker to 31 je samo zgornja meja, ne? So vmes meje... Dve stvari sta, ne? Se pravi dve kategoriji sta. Ena so tisti, ki vam ministrstvo plačuje prispevke, drugi pa tiste, ki ne. Za tiste, ki vam ne plačuje prispevke, je meja približno 31 000. Za tiste, ki vam pa plačuje prispevke, se pa obrne dvakrat. Enkrat je pri 14 000 in drugič je, mislim, da tam nekje okoli 20 000. Otroci so pomembni, ne? To je vse predpostavka, da ni teh olajšav za vzdrževanje družinske člane. Več kot otrok. Tako, to pa potem, ja, to pa drži. Če so še olajšave, dodatne se... In pri samostojnih novinarjih, recimo... Isto, se pravi, vam tako pa tako ne plačuje ministrstvo, se pravi približno pri 31 000. Pri 10 000 evrih, ste vi zdaj za vsemi olajšavami in za normiranimi stroški prišla na nulo, ali pa še celo v minus, ampak minus se ne upošteva, ne? In ste vso tisto akontirano dohodnino, vse tisti bruto, ki ga je izplačevalec plačeval poleg tistega neta, ki ste ga dobili na račun, ste na konc leta vse dobila nazaj. 25% na vsak vaš honorar, če ste vse te olajšave upoštevala in ste imela 10 000 evrov letno dohodka, ste vse dobila nazaj. Zdaj, če boste normiranka, boste za 10 000 evrov 600 evrov plačala. V vsakem primeru akontacije, potem je pa odvisno, koliko boste dobila nazaj. Nazaj boste dobila olajšav, ne boste nobenih drugih mogla prijaviti, nazaj boste dobila samo, če boste dejansko manj zaslužila. Decid, nič drugega. In pol je, ne vem, za 18 000 je približno 500 evrov razlike. Prej ste dejanskega davka plačala 500 evrov, to je tisto, se pravi, preplačala ste s tisto akontacijo, pa ste pa še nekaj nazaj dobila. V letnem smislu ste plačala 500 evrov dohodnine. Zdaj jo boste plačala 1000. Torej ste na zgubi 500 evrov in to je za leto 14, to je samo davek. To je samo to, zdaj smo računali samo davek. Potem so pa še prispevki, ki se bojo pa počas povečevali, ker so v letu 2013 si boste lahko 14, v 2013 ni isto prispevki, ki plačujete kot
letos. Ne? V drugem letu se vam bo pa že vaš splošni dobiček zmanjšal za 30%, potem se bo pa od tega 38% zračunali prispevkov. In saj imamo tudi na spletni strani objavljene izračune, a ne, koliko je pa odvisno od teh razredov. Tisti, ki ste plačali minimalca, a ne, ki ste bili v čist najnižjem razredu, boste vsi plačevali več. In to kar precej več. Ne. Potem je pa tisti, ki ste bili v spodi, ne, ker razredi so bili zdaj tako, ne, da si imel spodno pa zgornjo mejo razreda. Razred je bil, ne vem, od 8 do 12. Ne. In tisti, ki ste bili v spodnjem, ne, na 8, čist, ne, na dnu, boste zdaj kar, ne vem, po 16% naprimer več prispevkov plačevali. Tisti, ki so bili pa na zgornji meji, jih bojo pa mičkan manj celo. Ne. Mislim, tam se ni tako enostaven ta izračun, ampak za večina tistih, ki ste zaslužili pod 20.000 evrov, boste plačevali, ne vem, kje je tisti prelom, boste plačevali tudi malo več prispevkov. A ne? Tako da kumulativen učink, ne, za tistega, ki ima ene 15.000 evrov, je koliko približen? Če ne plačuje prispevke. Pa si plačuje sam prispevke. Plačuje sam prispevke. Za 15.000 evrov po mojem, res v dobro govorim, ampak je na 400 evrov, recimo, oziroma 550, med 500 in 600. Ne? Ja, med 500 in 600. Ne? Med 500 in 600. In zdaj pa, če imate še otroke, ne, še vzdrževani družinski člani, pa dejanski, ne, če bi pa se zdaj odločili voditi knjige, ne, ker to so zdaj prispevke za primerjave za normirance. Če pa vodite knjige, pa lahko vse olajšave uveljavljate in potem se morate samo še vprašati, ali lahko večkrat zdajšnjih 25, koliko stroškov si še lahko prikažete, a ne? Da si še znižate tisto, ne? Najprej imate bruto, pa vse olajšave si zračunite. Ja, splošna olajšava, ki je odvisna od višine prihodka letnega. Tri različne olajšave imate. Potem je olajšava za vzdrževane družinske člane, pa potem še posebna 15% olajšava. 0,3 imamo pa tako vsi za donacije. To pa celo ostane tudi za normirance. Edina olajšava, ki je ostala, je za donacije. Potem si lahko prispevke, ne, plačane prispevke za socialno varnost odštejete še, ne, od tistega. Potem morate pa samo še nekaj stroškov nabrati, ne. In če si rečete še 20, mogoče enim nič ni treba več stroškov. Tisti z zelo nizkimi prihodki imajo tudi zelo visoko osebno olajšavo, ne? Tole je izračun, gor ga imate, ne? Da razen prispevkov ni treba dati nič drugega v strošek, potem pa še recimo minimalno in že prideš na to, da manj plačaš, precej manj. Ne? Jaz bi sam eno stvar k temu dodal. Mi smo se v bistvu pogovarjali še pred to delavnico, da bi naredili neke vrste kalkulator za samozaposlene in samostojne novinarje. Upam, da bo to recimo v prihodnjih dneh, smo se ukvarjali z delavnico pa s temi analizami in bo to na spletnih straneh verjetno tudi društva novinarjev, asociacije in ACRDS. A ni to na tej računovodji, o kom ste vi omenili? Tisto, ker sem vam dala začetno, to je začetni kalkulator za normirance, v bistvu koliko bi bilo davka, v katero osnova se razvrsti. Zdaj po spisu je pač nov zakon, da bo pa potem drugo leto malo manj, glede na tekoče obdobje. Je pa še ena zadeva, tisti, ki še niste registrirani, ne? To sva pa glih zdaj s kolegico ugotovila, ne? S 1. julijem je pač v zakonu tudi ena postavka, izvoli, lahko ti poveš. Ja, zdaj tisti, ki nimate, se pravi, nobenega statusa, da nimate dejavnosti, pa se boste zdaj za dejavnost odločili ali pa za SP, je takole, bom kar prebrala. 145. člen SPIS 2 v 14. odstavku, ki bo začel veljati s 1. julijem 2013, določa oprostitve prispevkov za zavarovanca 15,50% in delodajalca 8,85% za samozaposlene, ki bodo začeli z opravljanjem dejavnosti. Za prvih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu bo za samozaposlene veljala oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50% zneska prispevka, se pravi prvo leto. Sam še en odstav.
Za naslednjih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu poslovni ali drug register bo za samozaposlene veljala oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za vpis v višini 30% zneska. Razlika v prispevkih bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje krila Republika Slovenija iz proračunskih sredstev. To je tudi tiste, ki začenjajo z dejavnostjo. Tako da tu... Jaz sem zdaj slišala dva ful različna, podatka glede tega, ok, začne veljati s 1.7. Jaz sem zdaj slišala obe možni varianti, se pravi, da velja za tiste, ki SP odprejo po 1.7, ali velja za tiste, ki ga odprejo v letu 2013, s tem, da pač toliko manj mesecev dobiš to olajšavo. Ja, za vse tiste tudi, ki so ga odprli recimo novembra in decembra, če padejo v teh 24 mesecev. Se pravi, če jaz odprem SP jutri, od julija naprej lahko uveljavljam to olajšavo. Mislim, da imam jaz celo en primer. Nekje Takole je, samozaposleni, ki so bili v register upisani pred 1. julijem 2013 ali kasneje, bodo deležni oprostitve krajši čas, odvisno od tega, kdaj so pravili vpis v poslovni ali drug register. Če je podjetnik upravil vpis v poslovni register januarja 2013, bo 6 mesecev plačeval 50%, naslednjih 12 mesecev pa 70% teh prispevkov plačeval, 30 manj. Ampak to gledano na celotno, na vse celotno. Samo na pokojninsko, to pomeni 24,35%, to je 15,5% prispevkov delodajalca, pa 8,85 prispevka delojemalca, to je 24,35%. Se pravi, od teh 24,35% boste prvih 12 mesecev plačevali polovičko. Naslednjih 12 pa polne zdravstvene prispevke. To pa polno. Jaz sem tako na okroglo računal, da to pomeni 200 evrov v prvem letu, namesto 300, kolikor je zdaj, potem pa sem pa pozabil. Ampak da v prvem letu 100 evrov prešparaš. Na prispevki zapis od minimalca so 190 evrov, to pomeni, če polovico manj plačate, jih je to pač 80, ne? Prvih 6 oziroma 12 mesecev. Čim ste pa v višjem razredu, je pa to pač mečkan višji znesek. Taka razpredelnica, kot jo imam jaz tukaj, kjer so vsi prispevki navedeni, od minimalca pa vse razrede obstaja na Dursovih straneh. Večina nas je bilo zdaj normirancev in zdaj pač se odločimo za vodne knjige, ker je to ugodneje. Zanima me, katere so olajšave, ki jih lahko vključimo v kakšna njihova višina, na kakšen način jih lahko vključimo in kakšne stroške lahko prikažemo. Čisto enostavno, Če boste upravljali dejavnost, vam ostane ta splošna, če boste vodili knjige se pravi stroški, vam ostane ta splošna olajšava. Zdaj je pa konkretno, zdaj takole različno, se pravi do 3.402 evra, 6.519 je pa tista ta visoka, ki je do 12.570 evrov neto, a ne? Ja, mačkan se ta seveda olajšava povišuje, ampak to je tako minimalen znesek. 6.000 manj, potem pa še nekaj. Glede na neto dohodek, se pravi. To sem zdaj za 2013 že povedala. Za tiste, ki bodo knjige. Tako. Zdaj pa, kar se tiče vaših stroškov, recimo to boste pa pol vi sam toliko, da jaz mačkam povem. Kaj je pa posebna olajšava, ki ste prej? Posebna olajšava je pa 15%, če ste vpisani v razvid, recimo samozaposlenega v kulturi. Se pravi, in da jo uveljavljam, moram potem nek obrazac izpolniti? Ta olajšava, to je treba priglasiti. Tako, priglasiti je treba to posebno olajšavo, davčna uprava vam pošle. Ne, ni treba, nič več. To olajšavo priglasiš samo v tem primeru, če si bil normiranec in si hotel, da se ti že med letom obračunava pri vsakem tvojem honorarju. Ne, zdaj govorimo za dejanske, ker tudi tisti, ki po dejanskih... Takrat pa mislim, da ti pripada avtomatično. Po zakonu, če si iz razvida kulturnih delavcev ali pa pač novinarjev. Ampak je potrebno vložiti. Ne, ni treba nič vložiti. Ja, ker imam, jaz
izkušnjo, da sem parkrat mogla vlagati, in sem pa enkrat izdavčena pisala. No, jaz imam tako izkušnjo, da za 2012 je moja stranka še mogla vložiti, je dobil še zdavčne, zdaj za 2013 ni potrebno več. Take so zdaj informacije. Do 2012 pa je bilo potrebno vlagati in je papir hodil iz davčno upravo. Še 2012 so zavrnili. Čisto malenkost, glede posebne olajšave je 15%, ampak do 25.000. Če imate pa nad 25.000, je pa fiksno 3.750, to je 15% od 25. Jaz bi dodala še eno olajšavo, ki še ni bila toliko omenjena. Tisti, ki se sami vplačujete individualno shemo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, tistim še pripada v primeru vodenja knjig tudi ta olajšava. Drugi pa prispevke. Kaj pa zdravstveno dodatno? Ne, to pa ne. Zdaj pa kar se tiče še ostalih stroškov. Tle je vedno odvisno od dejavnosti. Stroški, ki pripadajo vsem, ki vodite po dejanskih stroških knjige, so v prvi vrsti prispevki. Če jih plačujete, je prispevek vaš strošek. In vse ostalo, kar je povezano z dejavnostjo. Bančni stroški, kilometrina, kot smo pregovorili, se vidi. Obračunava pavšalno, se pravi. Kilometrina trenutno zdaj znaša za službeno pot 0,37 evra. Imamo v Sežani, deluje v Ljubljani. Ja. In se vozite vsak dan v Ljubljano. To je vožnja na delo. In ta je obračunana po 0,18 evra na kilometer. In to pavšalno. Ni treba, da dokazujem. Dokazovati morate, kaj ste vi delal v Ljubljani. Vsak dan. Vsak dan morate potni nalog dokazati. Sprav en račun iz Ljubljane med varianta. Ne, račun iz Ljubljane. Vi imate lahko pogodbo z vašim delodajalcem. Ni potrebno, da greste vi zdaj zaradi tega vsak dan v Ljubljano na kavo, da boste imeli en račun z Ljubljane. Ne, to ne. To ne. Če imam stalno bivališče nekje izven Ljubljane, poslovne prostore, kjer opravljam dejavnost v Ljubljani. Potem je to prevoz na delo. In ni treba nobenega dodatnega dokazovanja, ampak vsak delovni dan si jaz lahko računam 0. Tako. Želim neko stvar dostaviti, recimo jaz razlog za neko dokumentacijo mojega projekta, da bomo prezratali ali mogoče ne prezratali za dokazati. Si obračunate kilometrino, ne? Samo zdaj težko je to dokazati. Sej, če ste vi, a veste, si napisala to za 100 kilometrov, ne? Je to v redu, samo da si novte za 3000, ne? Kilometrov, ne? Tukaj je zdaj ta razlika. A veste? No, zdaj vam bom en hecen primer povedala, kakšen primer sem jaz enkrat imela, pa so ustrajali, to sam malo za vmes povem. Sta bila direktor pa komercialista, ne? In sta šla oba dva isti dan na Nizozemsko vsaki s svojim avtom. Tak potni nalog sem jaz dobila, 2 potna naloga, ne? To je tista, veste. Za enega mogoče, če ne bilo nobenega listka, niti nobeden ne bi nič vprašal. Ker sta bila pa 2, je pa smešno, ne? Da sta šla vsaki s svojim avtom. Ja, mogoče. Jaz bi bila vprašanje še glede teh izdajnih računov. Nismo že vprašali stroški. No, ja, zdaj, kar se tiče še stroškov, potem pa, se pravi, mobitel, stroški interneta, to so taki najbolj pogosti. Prehrana je, se pravi, če greste vi pogostiti enega svojega partnerja, prehrana na delu vam pripada 6,12 evrov na dan, vsak dan, vsak delovni dan. Vsak delovni dan. Kaj si ga pa spet pavšalno? Evo, znesek je 6,12 računov iz restauracije. Vi, recimo, ko si obračunate ta znesek, za danes, ne morete imeti potem še računa za malico danes, te stvari paste. Lahko imate pa recimo 6,12 evrov znesek, pa en račun za pogostitev, ker ste z nekom šel še zvečer na večerjo. Ampak pavšalno si račun vsak dan 6,12. Tako, zdaj pa jaz bi samo... Kako? Za 6,12 evrov ne. To vam pripada. Zdaj bi pa samo pozorila glede reprezentance, kaj se meni lanskrat zgodilo na davčni upravi. Vsi računi ne bi bili podpisani s strani partnerja. Se pravi, če vi svojega poslovnega partnerja peljete na večerjo, ne bi se on vzad podpisal.
Zdaj, kakšne imate vi izkušnje s tem? Jaz sem imela tako izkušnjo, da so mi zaradi tega hoteli vršiti ven še teh 50% reprezentance, ki sem jo upoštevala. Ne? To vas sam tako upozorim, da je smešno, ne? Če vi peljete nekoga, da samo rečete, zdaj si pa vzad podpiša, ker moram jaz to dokazovati. Ampak letos sem prvič to doživela, da so res te podpise iskalno. Je pa dobro, da se slikate. No, saj so še druge banalnosti, ne? Recimo račun je lahko tudi precej višji in en minimalen znesek v dohodnini je recimo tak 42 evrov, do katerega ni treba dohodnine plačevati. In se je že zgodilo, da je davčna reprezentirala, da račun, ki sem ga jaz za svojo poslovno stranko, kjer sva jedla in pila, pa je bil 200 evrov, bi morala obrutiti in plačati dohodnino imenu moje stranke, zaradi tega, ker pač presegal tistih 42 evrov. Ampak to so za mene hude neumnosti zaradi tega, ker tukaj samo davčna hoče svoj prav izkazovati in pač nas pritisniti v to, da si na račun našega dela ne smemo prav nič prvošati. Oni, ne bom nadaljevala, ker lahko pademo v kakšne hude. No, to so taki, sam stroški še končam, no, to so taki splošni stroški, pa seveda stroški, ki so povezani z vašo dejavnostjo. To bo pa gospa. Gospa je kiparka, se pravi, rabi nek osnoven material, da dela. Moji stroški so za vas čist neprimerni. Recimo samo za primerjavo sem to hotla, a ne? Nek kipar ima stroške, pač z materialom. Pa z orodji, zato sem rekla, vi bolj veste, da nam je jaz naštevala novinar, ja, sej tudi rabi, ne, papir najbrž. Če sam to skoča, meni sta dva novinarja, ki vodita stroške, napisala približno, kjer je stroške, a ne, prav, no, en mi prav. Protni stroški so pomembni, sploh če nisi prijavljen v Ljubljani. Treba pa je paziti, če imaš samostojno dejavnost, tako da delaš samo pri enem poslovnem partnerju, ne, se pravi, da si v odvisnem razmerju, ga lahko smatrajo za delodajalcev. Za delodajalca zato velja pisati nižjo kilometrino, tisto za prevoz na delo. Če pa imaš več naročnikov, te prej tretirajo kot pravo firmo in morda ne težijo, če uveljavljaš višjo kilometrino za poslovne poti. V tem primeru lahko pišeš tudi dnevnice namesto samo prehrane. To je že ena taka caka. Ja, ampak je pa ena caka v tem, da dnevnice pa najraje inšpektori ven vržejo, kadar ne gre še za prenočišče oziroma... Potni stroški so lahko načeloma tudi kakšne počitnice. Če znaš prikazati, da si od tam kaj naredil, za novinarje je to zelo zanimiv, ne? To nanese precej stroškov, ker vključiš še spanje, letalske ali druge karte. V stroške, ne, moraš imeti račune. V stroške lahko za vse to moraš imeti račune. Če nimaš računov, obodavi. Ti računi morajo biti To pa ne vem, to pa povedal. Na računu mora biti davčna številka. Na računu obvezno mora biti naziv, ime in primek in SP, potem naslov, kjer je sedež vaše dejavnosti, pa nujno davčna številka. Kaj pa, če nisi SP, samo zaposlen? A lahko sam še dokončam? Ja, vi pa nimate SP-ja. Ampak imate davčno številko. Imate pa davčno številko. Tako. Dobro je imeti dokazila o prisotnosti na posameznih delovnih mestih, izpisi štempljanja, da dokažeš ure, koliko si bil kje in posledico dnevnice, če si jih pišeš. Se pravi, vse je fajn imeti, ne? Poštempljan, grozan. No, čeprav dnevnica, ne, če si ti pri svojih delodajalcih oziroma pri svojih strankah, to se tretira, kar se davčne tiče, prihod, tvoj delovni čas je recimo 8 ur, ne, ki ga danes zelo težko. Moj je danes, ne vem, od 8 zjutraj do zdaj, ne, in jaz si ne morem dnevnice za to pisati. Mimo grede, ne. Tako, davčno bi mi jo ven vrgla. No? Če bi pa šla predavati v Portorož, bi si pa lahko... Pa 2!
Tudi na to, da se peleš ven na teren, na sestanek za viri, si lahko daš in nepotne stroške in podobno. Pol je pa še en RTV-jevski, on pa pravi, da stroški polna olajšava, elektronika, TV, router, radio, snemalnik, računalnik, oblačila si on daje, ker je RTV-jevc, mislim, ker ne. Kolegica iz popa kot stroške uveljavlja praktično večino kozmetike. Ja, lejte, reprezentanca polovična olajšava, kosila za 2 ali več oseb, poslovna darila do 42 evrov, ne, seveda, tam tle moramo paziti. Ampak on je med njim, mislim... One dva oba uveljavljata... No, primer novinarja bom povedala, tako je rekel, da si lahko privošči cela družina na ta račun počitnice. Ja, sam potem dokazuje recimo članke v reviji tak in drugačni, s temi drugačnimi dokazili, da je tam bil, da je objavil ta članek in je dobil tudi prihodek strani nekega naročnika. Ne? V tem primeru jaz mislim, da ga ni junaka, ki bi vam lahko te stroške van vrgel. Ne, ampak... Zdaj pa sem samo vprašam, obstaja še kakšna druga možnost kot fizično vodenje knjige prihodkov in odhodkov, tehnično računalniški program? Ja, seveda. Računalniški ta sistem, ko smo prej rekli, da si izpišete račune, to mislite za vodenje po dejanskih stroških. Za vodenje po dejanskih stroških je definitivno priporočljiv program. Zdaj vi, ko boste imeli prihodke, stroške, da ne boste tega veliko mer, si lahko tudi v Excelu brez skrbi naredite, recimo. Mi pa vsi delamo, na programe. Zdaj ti programi so... Zdaj, če imate veliko stroškov, da imate veliko mesečnih računov, drugač pa si to lepo tabelo v Excelu narediti. Verjetno samo problem v pisanju, zelo počas pišem, ne? To bo treba. Jaz bom dala Špeli eno razpredelnico, da jo boste lahko dali sneti. A za tele za Excel, za vodenje evidenci prihodkov. No, moje izkušnje. Jaz sem najprej fizično pisala knjige odhodkov, prihodkov. Potem sem videla, da je to grozen. Po 2 letih sem šla v Excel program, ker vsaj sam sešteva, ker te moraš pa še seštevati na roke, kadar so fizične knjige. No, zdaj sem rekla, da je prehodil vse skupaj in sem šla v računovodstvo. Pa da drugi pa plačaš, koga plačaš. Ne bo še nekaj, ne svetujem vsakmo, ki za 500 evrov jaz ne bi nikoli šla na vodenje knjig. Razlike, ne vem česa, morajo biti stvari dosti, predvsem mene je prisililo, mislim, da je 500 evrov davka, tako, ker je treba računovodstvo tudi plačati in bolj ko zbiraš stroške, več ko jih imaš, več upisov je in računovodstvo je dražje. Tako da tisto enostavne stvari, mogoče je dobro, da sami začnete, zato da boste videli, kaj nastaja iz tega, ampak v resnici moram reči, jaz sem verjetno na računovodstvu že 10 let, nimam pojma, se mi zdi že zelo daleč, ampak če bi danes, sem videla tisto 70% priznanih materialnih stroškov, sem rekla, jaz bi pa kar končala, pa gremo na priznane materialne stroške. Potem sem pa prebrala vso zakonodajo in ugotovila, da mi vzamejo vse ostale olajšave in sem rekla, ta država v tem letu še ne bo videla mene na priznanih materialnih stroških, ona najprej ugotovi, kako bo ta sistem tekel, potem pa morda bom zaključila z vodenjem. Pa bom šla nazaj, ni pa rečeno. Tako da, veste, tisto zbiranje računov, na vsak račun pogledam, a piše gor ali ne piše gor, ker tudi račun, ki ga v žep daš, ni rečeno, da je v redu račun. Potem so neplačila. Jaz sem najprej mislila, da pravzaprav neplačila se bojo malo uredila s tem, ker sem davčni zavezanec. Nekaj časa je bilo to res, mnogi niso plačevali. Lansko leto sem imela srečo, da so me vzeli za sodelavko, zaradi tega, ker nisem bila na avtorskih honorarjev, ker sem rekla,
izstavim račun, nobenih avtorskih honorarjev. Vsi so rekli, joj, koliko je to enostavno. Medtem ko zdaj boste tudi vsi ostali izstavili račune in zdaj boste tudi vsi ostali dobrodošli sodelavci na neplačenih računih. Boste videli, koliko stvari vam bo obstalo, plačali boste prispevke, vse mogoče stvari iz osebnega računa, boste nakazali posojilo na svoj poslovni račun, zato da boste krili stroške, da boste plačali davčne obveznosti, vse sorte se še zgodi. Ni tako enostavno. V bistvu je eno malo podjetništvo. No, ampak kar se računovodstva tiče, ko ste dekleta tle, mislim, da tudi k frizerju greste, čeprav se znate same pobarvati, tako da je to včasih isti primerljiv znesek na mesec. Jaz sem tudi rekla, jaz sem tudi, imam računovodski servis in sem se odločila, da sem normiranka, sem rekla, da ni vredno tistih nekaj 10 evrov na mesec, zato da se živcira, zato ker ta vraža zakonodaja se non-stop spreminja, ne v enom letu, z meseca v mesec. Jaz nimam časa to študirati, jaz sem drugo študirala. Tako da imam raje drugi ljudi, ki to poznajo in ko kaj za gusti pokličeš, vprašaš, oni rešijo. Koliko pa imate strošek mesečni? Zdaj nazadnje, jaz sem zdaj na porodniški, tako da smo imeli svoje dogovore, ampak nekje to se je gibalo, ne vem, od 50, recimo polko se da tiste bilance, da to malo več ima, ampak recimo okoli 50. Za samo zaposlene, pa te mehne podjetnike, obstajajo posebni računovodski servisi, kako se ga zbere, v bistvu je kakšen podatek, kjer je primeren za podjetnike. Ja, to bote težko, pa računovodskih servisov je tudi zelo velika. Sej zato, ker je 4000 pa je nemožno svojih. Ja, zdaj ponavadi je tako, da ko pokličate, vprašate par stvari. Vprašajte, če ne pokličite samo imajo že kakšnega samozaposlenega in jim vodijo, pa bojo rekli da, potem bojo oni poznali vse stvari, ki se vas tičejo. Ne bojo začeli znova. Čist nekaj drugega. DOO je enostavna zadeva v primerjavi z nami, ko smo tle ena izjema, tam druga izjema. Skoraj bi rekla, poleg tega nobenih zelo velikih dohodkov ne pomeni to, medtem ko pri DOO-jih je to za računovodstvo čist nekaj drugega, ker so večji zneski, pri nas pa tam do tistih 10, 15, ne vem, do kam pač kdo pride z dohodki v enem letu. To ni nek stimulus za računovodstvo, Pa nas podli, kdo mara sploh? Ja, dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. No, to sem se jaz na začetku sprašala. Jaz mislim, da mogoče so tukaj dve računovodki, ki vas vzame. Jaz sem se na začetku, zdaj vam bom povedala, najprej sploh spraševala, kaj pa so ti normiranci. Ampak dobro, to je 15 let nazaj, ali pa 10 let nazaj, recimo. Kaj pa so ti normiranci, Pa sem spraševala na davčni, kakšen status pa je to, Pa niso vedeli, Pa so na banki, pa sem recimo normiranca vzela, pa so na banki rekli, prineste plačilno listo, Ja, je ni, ker je obračun prispevkov. Pa so vprašali, kaj pa ste, a ste SPL, ste DO? Ja, normiranec sem, mislim, zdaj v zadnjih letih je to veliko bolj jasno. Sej v bistvu je tako, z normiranci mi nekega dela nimamo, ker vsi večinoma delajo sami vse, a ne te napovedi. Pol to, kar je po dejanskih stroških, ste pa zdaj v bistvu res izenačeni z SPI, oziroma so SPI z vami izenačeni, ker po novi zakonodaji je dovoljeno tudi samostojnim podjetnikom voditi knjige po normiranih stroških. In celo podjetja. Za njih je lažje. Ja, in 70% materialnih stroškov se lahko odloči eno podjetje, ki ima recimo milijon. Ne. 50 tisoč. Do 50 tisoč. Sedaj, jaz že več let pišem vse račune, ker je bivše računovodstvo, s katerimi so sodelovali, to zahtevalo od mene že pred par leti. Zdaj, ko vsi moramo izdajati te račune, kaj to pomeni za avtorske pogodbe?
Vete, avtorska pogodba opredeljuje druge stvari, se pravi varstvo avtorskih pravic, ampak če recimo ti z svojim delodajalcem nimaš teh problemov, ali je še vedno avtorska pogodba potrebna, ali sedaj, ko moraš staviti račun, več ni potrebe po avtorski pogodbi? Jaz običajno, kadar je neko naročilo, ki pomeni nekaj tisoč evrov, zame je to lahko velika izguba, takrat vedno zahtevam ali naročilnico. Naročilnica je dokument, ki naročnika obvezuje. Avtorska pogodba je pogodba samo o tem, da pravzaprav dogovorita neke obveznosti, ampak te obveznosti niso tako plačljive, kako bi rekla, računovodsko določene. Ne mešati jabolk in hrušk. Avtorska pogodba je izredno pomembna. Vi v resnici prodajate vaše avtorsko delo. In, naprimer, avtorske pravice, točno to, uporabo vašega dela, od moralnih pravic do materialnih pravic. In ni rečeno, da ste vi, zato ker ste podpisali avtorsko pogodbo, vse pravice zavedno, čeprav to v naših pogodbah piše, ampak to je narobe, predal, ampak ste lahko, dobil nadomestilo za, primarno uporabo, se pravi, enkratno objavo enega prispevka v tiskani in elektronski izdaji, za vse naslednje objavo v arhivu, ponatis, potem itak za fotokopije in za clipping obstajajo licence, ki so določene po zakonu, bla, bla. To je bistveno bolj zapleteno. In da še vi kot avtorji se odpovedujete avtorski pogodbi, ki je osnova, s tem vi v bistvu z avtorsko pogodbo samo date, se pravi, tistemu uporabniku vašega dela pravico proti plačilu do vašega dela, ampak samo določenega dela, vse v kiparstvu isto. Ampak potem zahtevajte naročilnico, zaradi tega, ker ta bo pripeljala do računa in ko boste izstavili račun, ta račun v resnici to razumem, da sta to dve različne stvari. Moja stvar, to, kar mene zanima je, ali davčno kaj zanima, ali briga, ali jaz imam avtorsko pogodbo ali ne. Ne zanima račun, samo račun. In njih ne briga ali imam in me tudi ne morejo terjati, da avtorsko pogodbo pokažem. Ja, avtorska pogodba so vaše pravice v zvezi z naročnikom. Je pa samo neka druga stvar, če bi dobil pa plačilo iz naslova avtorske pogodbe, tako da bi delodajalec izdal rek, plačal dajatve iz tega naslova, to je pa druga zadeva. Tukaj pa mora biti obračun in rek zadaj. Samo to so pa tisti avtorji, ki niso zavarovani na podlagi statusa iz dejavnosti kulturnih novinarjev. Ko začnete upravljati dejavnost, praktično odpadajo avtorski honorari, ne avtorske pogodbe. Avtorske pogodbe so vedno narejene zaradi teh medosebnih obveznosti. Medtem ko plačila avtorskih honorarjev lahko dobite samo izjemoma ali pa za stvari, ki dejansko ne sodijo v dejavnost, ki jo upravljate. Kaj pa prvi mesec? Prvi mesec, če imam jaz zdaj sklenjeno avtorsko pogodbo in še dobivam avtorske honorarje, s 1. marcem sklenem odprem SP in jaz še za februarsko delo dobim plačeno prek avtorske pogodbe, prek avtorskega honorarja. Ni panike. Ne, nobene. Ali ste še vprašali? Tle imamo sam še nekaj, gospa prej. To vprašanje se v bistvu navezuje na to, ki se zdaj omenila. Kaj se zgodi, kakšne spremembe se zgodijo v primeru, če sem zdaj samo zaposlena v kulturi in potem status zavrnem, ker mi, ministrstvo ne plačuje več prispevkov, se sred leta to spremeni. Kaj vse se spremeni v odnosu računov, do DUS-a, vprašanje, kakšen status boste imeli naprej? Potem recimo, da sem nezaposlena, delam pa še naprej avtorske... SP dejavnost, karkoli je treba zapreti, če želite biti nezaposleni. Ja, seveda, zaprem to. Zapreti in potem se javiti na zavodu. Torej, avtorsko delo ali pa pogodba ne sme imeti značilnosti rednega dela ali tako naprej. Ker kadar je vaše avtorsko delo, recimo, da ste vi imela zdaj dejavnost in ste dobivala delo za opravljenih 180 ur oziroma 170 ur mesečno in zdaj vi zaprete to dejavnost,
Ampak boste še naprej to upravljala po avtorski pogodbi? Ne. No, če ne, potem je to možno in recimo avtorsko delo samo na podlagi vsakega izjemnega dela avtorskega, ne, pač se lahko plača. Če bi bilo pa to redno kot neka storitev ali pa da je to mesečno, potem pa to pač ne. No. Kar se tiče pa davčne glede tega, a ne? Napišem eno zadevo in zdaj od statusa imam tak, se pravi te davke, ne? Potem pa tega statusa nimam in potem se vse spremeni, se pravi se spremeni. Pa ste vezana na pogodbo. Potem ste vi, kar je bil prej, REK 2. Je možno upoštevati samo 10% normiranih stroškov. Ampak tukaj bi rada prevezala z omizjem, kadar ste registrirani za neke vrste dejavnost, pa dobite naročilo za avtorsko delo, ki ni v seznamu opisov vaše registrirane dejavnosti, ki morajo po pravilu tudi staviti zanj podpisati avtorsko pogodbo in staviti račun z upoštevanjem samo 10% normiranih stroškov. Vendar pa za to vrsto avtorskega dela vam bodo na koncu ob obračunavanju dohodnine priznali olajšave, ki ne sodi v vašo dejavnost. Pa imam ministrstvo spisek, kaj lahko upravljamo? Za tisto, kar ste registrirali, imajo spisek tam, kjer ste se registrirali, se pravi na ministrstvu za... Ja, še tam imamo zadnje eno. Načeloma da. Samo to. Ampak je pri teh dejavnostih je pa tako, da občasno, kadar ne gre za velike projekte, recimo lahko tudi to dodatno narediš v okviru svoje dejavnosti. Jaz sem imela glih primer enega športnika, ki je kvalificiran kot košarkarski trener in glede na to, da s tem pač ni zaslužil svoje plače, je šel še v osebno trenerstvo in ker tega v svoji dejavnosti trenutno ni mogel kvalificirati in dopisati, smo mu pač rekli, da izstavi račun v okviru te dejavnosti, ki jo že ima. Ampak zakaj, pardon, ampak a ni ravno obratno? Če ti iz dejavnosti neke prihodke dobivaš, ne? Potem pa dobiš neko avtorsko pogodbo iz nekje druge, če to ni veliko denarja, ni nič narobe, saj itak ne boš nič davka plačal, ker lahko uveljavljaš olajšave iz dohodnine. No, seveda je to možno, no, ampak vsi pravim, to je pa po projektih, ne? Različne stvari. Če še boljš mogoče, ne? Ker manj davka plačaš. Ja, za vas je boljš. Za vas je boljš. Če se slučajno zmoča svojo škodo, ne bo davčna načela. Včasih je bilo tako, da smo vse oblike, vse sorte dejavnosti poskušali stlačiti v te normirane stroške iz dejavnosti. Zdaj pa se mi zdi, da je obratno in naj se vsak posameznik sam izračuna, kolikšen delež bi se mu splačalo v resnici puščati izven dejavnosti in uveljaviti in na ta način sploh izrabljati olajšave, ki jih imajo. No, pa s tem seveda, da je treba, to sva se pa tudi midve pogovarjali, opredeliti, kaj avtorsko delo sploh je in če je tista dejavnost, ki jo izvajate izven vaše dejavnosti, sploh avtorsko delo, ni to neka storitev, no? Samo do sedaj smo morali recimo vsako leto oddajati s tistim dokumentom, ko smo se prijavljali vsako leto na normirane stroške, s podpisom zatrditi, da je to naša dejavnost edino delo, ki ga upravljamo in da se ne preživljamo z nobenim drugim delom. Ampak ne pomeni to potem ravno konflikt, da potem ne smeš ničesar drugega delati sploh. Ja, mislim, da tukaj ne more biti konkurenčne klauzule v tem smislu, da vi pač nič ne bi smel delati. Ampak to smo morali oddati in podpisati vsako leto. Razumem, ampak jaz mislim, da tudi vi, če pokažete državi, da od tega ne morete živeti, pa da morate druge stvari delati. Se tudi ta odgovor, ki se ga preomenil, se govori točno to. Oni pravijo, da na račun tega, da bo višja dohodnina, se sklicujo, na račun tega, da bo višja dohodnina iz dejavnosti, ampak boste imeli pa nižjo dohodnino iz drugih dejavnosti, tako da se bo to iznašlo. Tako da tudi oni bi vam pritrdili. Oni celo trdijo, da imamo mi vsi, oziroma 71% še dodatne dohodke, s tem, da nam nič ne navajajo, kakšne naj bi imeli, ampak ne, v tem odpisu pač ne govorijo o tem, da bi bilo to kakorkoli sporno. A lahko sam nekaj še, sam za razjasnitev. Se pravi, jaz opravljam novinarsko dejavnost, ne? In potem, če opravljam nekaj drugega, kar ni novinarska dejavnost, se pravi, to ne gre v dejavnost, ampak gre v dohodnino.
Ne? Če je pa karkoli povezano z novinarsko dejavnostjo, moram pa izdajati račune in moram iti po dejavnosti. Drži? Se pravi, ne moram se prešvercati. Kaj pa bi vi delal, recimo? Ne vem. Zdaj, no, vse zato. PR, recimo, PR. Recimo, da jaz... Pa vas bojo plačali po pogodbi. Recimo, ja. A lahko to ker če ne, lahko dohodnino? odprete dopolnilno dejavnost, ne? Ne, sej ne bi. Ja, no, pa sej, ne poanta, ne? Hoče sem reči, a me razumete, a jaz lahko to prešvercam v dohodnino, ker tam bom itak ne bom nič davka plačal, ker imam vse te olešave. PR dejavnost, čisto konkretno, ajde. Ne vem, kdo sem v PR po pogodbi. Samo, ko bo on. Ja, pa se bodo olešave 3000 pa leta otroka in ne bom nič davka plačal. Jaz mislim, da celo davčna si želi, da čim več stvari date v dejavnost, zaradi tega, ker bo ona imela boljši. Ker bojo več imeli. To je moje vprašanje. Tako da, če boste karkoli izven dejavnosti, tisto njih bo bolj zanimalo, kot če bi se slučajno zgodilo, da neko stvar priključite dejavnosti. Ne, jaz sem nekje videla, zdaj se ne spomnim, da bi našla prav med papirji, ampak dejansko, če ni v tvoji dejavnosti, lahko občasno narediš ali po podjemni pogodbi ali po avtorski pogodbi, vendar mora imeti pač to značaj storitve. Je pa tako, da podjemna pogodba ima toliko prispevkov, da se... No, ampak vse to je v bistvu aktualno samo za 2013, ker 2014 bo potem še tistih 15% Ja, potem je konc po moje z avtorskimi pogodbami. Ja, kar povejte. V dohodnino. Če je v okviru te dejavnosti in ste izdavila račun v okviru te dejavnosti, potem ne morate izstaviti račun iz okvira druge dejavnosti. Tam je lahko samo po podjemni pogodbi ali pa po avtorskem honorarju. Ker tam morajo naročnik plačati in oddati rek 2, potem bo to drug prejemek. Čim bi šlo pa iz dejavnosti z računom, je pa to v okviru dejavnosti. Ja, seveda lahko, ampak če je račun izdan, potem gre v to dejavnost. Razen če pogodba. Ja, prosim. Tako je. Do zdaj to ni bilo možno med letom. Ti si se moral novembra si se moral izjasniti do zdaj. Zdaj pa imate prvič letos možnost vključiti do 2. aprila ali pa izstopiti iz tega sistema. Sicer pa potem bo pa spet eno leto. Ja? Ja. 1. januarja. Oziroma tako, kot se boste odločili. Zdaj. Ostane enaka. Ne, lahko vi napoveste svoje prihodke, ki jih predvidevate v tem letu za slova normirancev in začnete plačevati nove akontacije v principu. Samo v primeru, če je višja, ne? Ja, če je višja. Če bi želeli višjo akontacijo plačevati. Tako. Za znižanje. Ne? To je pa ravno tisto, kar sem jaz rekla. Sem svetovala, naj zapre dejavnost, ampak pazi, tukaj me je že država poklopila 6 mesecev, ti zdaj tvojo prejšnjo dejavnost vlečeš s sabo naprej, ne glede na to, če si hotel odpreti novo. Ja, čakajte, še klede imamo ena. Čisto druga tema. A ja, čisto druga tema je še na isto temo. Ja, kar bo. Privajajo pač stavke in skrine. Zdaj smo pač sklepali, da smo avtorske pogodbe in smo imeli tudi davčne sredstva. Ja. In potem so oni lahko podali zakona o izvedbi Njega obdavčevanja, ja. No, kako je v tem primeru, če ne morajo vzdati, Za njih ostane isto, ker oni niso normiranci. Reki ostanejo. Tako. Potem bo še druga stvar. Recimo, če je kdo koreograf, pa je pač penzija, pa nima vede, pač nekdo dela kot koreograf, ali pa kakor drugega nima vede, da nima statusa. Zopet rek.
isto. To je avtorski honorar. Avtorski honorar. To je obrazec, ki ga oddaja izplačevalec dohodka. A ne? In ob tem izplačilu plača za vas dohodnino, a ne? In zdaj po novem še 85% davka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Seveda, akontacija dohodnine plača. Praktično vprašanje. Ja, čakajte, samo če ima tam le še, bomo končali. In pač staro računovodstvo, ki daje obrazec daje. Ja. Ali bi bilo tako določno, zaprav, ti si dobila za koreografijo, ne vem, 500 Ja. plus, ne vem, moramo 500 bruto. Držite se bruta, ne? Jaz sem to vedno govorila tudi že prej. Dejte se držati bruta, a ne? Ker v brutu točno imate, v bistvu, bruto je tisti, z katerega potem izplačevalci izračuna akontacijo dohodnine, a ne? Saj si lahko sami preračunate, koliko vi dobite neto, ampak pejte v bruto, ker se je včasih zgodil, da je nekdo napisal, za to in to delo dobi 500 evrov bruto. Pol smo se pa sprašvali, kaj to je, aj neto je bruto. Dejte se meniti za bruto. Če pisati bruto ni problem je tam, kjer Če je zdaj nič ni neto, pisali. pri Ja, najemninah, ja. recimo, kjer so bili dogovorjeni za Ja. neto, je ok, se jim ta najemnina ni zmanjšala, tam, kjer so bili pa dogovorjeni za bruto, nam je pa država zdaj dala tudi na najemnine $10 davk, manjše stroške priznane in tako dobi potem pri istem brutu najemodajalec kar precej manj denarja. Tako da. Zdaj pa gospa, prosim, ki jo že šparam tlele nekaj časa. Mene pa zanima, recimo, da je naročnik fizična oseba, bi plačala z gotovino, je to možno? Pa na kakšen način je to treba? Račun? Blagajniški, recimo, prejemek? Niti ni. Ni samo, potrebno. Samo, da je verodostojno, da je ta denar v bilanci noter. A se mora potem ta denar nakazati na ta osebni račun, mislim, ta drugi osebni račun, poslovni? Lahko ni pa nujno, ker kot sem prej rekla, samo da plačaš davke od tistega, kar si dobil. Ja, tako vi razpolagate prosto svojo gotovino. To pomeni tudi, če dvignete, ni niste treba del polagati računov. Pri DOO-ju pa morajo biti blagajniški prejemki, izdatki in računi. In tudi obdavčeni boste, ko boste račun izdali, ne ko bo nakazilo za ta račun, ne tako, kot je bilo do zdaj. To ni samo za normirance. To je tudi za tiste, ki imajo dejavnost. Izdaja računa je za vse enaka, to pomeni, da napišemo. Mene pa zanima, a se tukaj spremeni avtorska pogodba, kako se spremeni avtorska pogodba po ta novem, da se pač račun izdaja glede naprej? To je v bistvu to, kar smo prej govorili. Avtorska pogodba je za vas pa za vašega naročnika. No, ampak aj opredeljeno. stare prej ali je treba Lahko. stavke spremeniti? Prej je pisalo, verjetno se vrže v tisti del, da se plače kontakte za podmine, ne? Ne, v bistvu samo, da ste napisan bruto znesek in na podlagi tega potem izdate račun. Še nek avtorska, jaz se upravičujem, dajmo še to razčistiti. Avtorska pogodba je lahko še vedno kot avtorsko delo pač avtorju. To pomeni, da vas lahko najame firma in odvede vse prispevke in dajatve iz naslova avtorske pogodbe. To pomeni, da vi v avtorski pogodbi označite, da vam oni ob vsakem vašem avtorskem delu, pač članku, ne vem, umetnini plačajo dohodnine. Dohodnino in poročajo z REK obrazcom na DURS. Ja, ampak vi govorite o avtorski pogodbi kot o nekaj, kar ni vezano na dejavnost, mi pa skozi govorimo o avtorski pogodbi kot o nečem, kar je vezano na dejavnost. Ja, zaradi tega, ker se moramo pač... Za nas je avtorska pogodba tisto, na kar stavimo mi račun. Je to naša dejavnost. Vi pa skozi govorite za avtorsko pogodbo nekaj drugega, če ne bi imeli dejavnosti. Ja, ok, ampak je to dejavnost je lahko brez avtorstva. To pa morate tudi vi ločati. Če sem jaz registriran pri kulturnem ministrstvu za upravljanje dejavnosti, ki je umetniško delo, potem to je strogo vezano na avtorsko delo. Se pravi, ni možno to, kar vi govorite. Ja, točno.
Mi zdaj prehajamo na en novi modus, ki se ga bomo mogli počasi navaditi in to je res, da se izdajajo lahko računi tudi brez avtorske pogodbe. Mi smo tako spopani s tem avtorskim delom, da do zdaj sploh ni bilo možno razmišljati izven okvirov avtorskega dela. Ampak tudi že kar naprej razmišlja o nas izven okvirov avtorskega dela. In tako bomo morali nekako Tle bi jaz samo primerjala recimo avtorska pogodba pa izdan računa. Ne. Avtorska pogodba je za vas kot avtorja. Če ste vi normiranec, izdate račun za vas, zame recimo, potem, če sem davčni inšpektor, avtorska pogodba v bistvu sploh ni važna, ker mene zanima vaš račun. A ne? In tle ta, vem, Opozorila. No. Jaz imam dva primera. Recimo, imam stranka, katera, recimo, kot je gospod prej, ima velik budžet, ali pa stranka, ki je ne poznam. Z njo sklenam avtorsko pogodbo, kjer dodam člen, da se mi izplača pač za moje delo na podlagi izdanega računa, katerega ga dam Tako. V okviru vaše dejavnosti. Tako. Če pa stranki zaupam, ker že dolgo sodelujemo in dam pa samo račun. Ker vem, da oni recimo mojih avtorskih pravic ne bodo kršili, ker že toliko let delamo, se lahko se zgodi. Vse mogoče. Tako. Ko ne zaupam, ko je velik denar v igri, takrat si dam avtorsko pogodbo zaradi pravic, ne zaradi izplačila. Se pravi, samo da mogoče, da bo na podlagi izdanega računa, ki je pač številčen, kot se bo spet prej povedale, in potem pride denar na moj račun. Jaz bruto. In potem si sama odvajam vse, kar je treba odvajati. Tle sam, da poenostavimo. Normiranci, imate nujno račun, lahko pa tudi avtorsko pogodbo. Za avtorsko delo, tisti, ki je delo izven dejavnosti, imate pa nujno avtorsko pogodbo, lahko pa tudi račun. Lih obratno, ne? Zato, ker izplačevalec oddaja za vas lik obrazac. Ampak račun je, jaz bi sam dopolnila, račun je obvezen v vsaki avtorski pogodbi, izven ali pa iz dejavnosti. Mislim, vsaj naj bi bilo tako, ne ne delajo, ampak obvezen bi bil. Večinoma. Medtem, ko se avtorsko pogodbo lahko tudi brez finančne transakcije sklene. Recimo, ti preneseš svojo neko intelektualno lastnino na nekoga brez tega, da je kakšen evro izmenjen. Lahko se dogovorite drugače, pa se sploh o denarju ne pogovarjate. Lahko se naredi za nazaj, lahko se naredi za določen čas, lahko se za vse primere. Ni nujno, vendar pa, če je neka denarna transakcija ob avtorski pogodbi, mora biti tudi račun. Kar se tiče računov, bom rekla, so se delali, pa se niso. Niso jih delali vsi. In ta praksa je... Niso jih tudi zahtevali vsi in recimo v praksi se je pokazalo, da tudi če je bil kakšen pregled, recimo, zdaj bom rekla pravne osebe, ki je bila izplačevalec, sploh niso hoteli računov od avtorja. Za njih je bil važen rek obrazac. Po zakonu je pa, da je... Zgodil se je tudi, da je naročnik zavrnil račun od avtorja, češ smo že avtorsko pogodbo podpisali, seveda zaradi nepoznavanja zakonodaje in se skliceval, da v tem primeru mogoče bi avtor zahteval dvojno plačilo za isto delo, ampak tukaj naročnik ni bil obvezan, ni bila njegova obveza, da sprejme račun. Bila je obveza nas, da ga izdamo. Tako. Za naročnika ni bila obveza, da ima račun. Se pravi, račun je dodala, da ko master pogodbe, pa vam jih naročnik priprav, moja izkušnja na podlagi ravno tega stavka, dobro pretekli vse člene, premalo daj, kaj vide, ker nismo v domačem pravnem jeziku. Jaz sem dobila, kljub temu, da je gor pisalo avtorskih honorar in da sem obvestila, da bom izdala račun in tudi jim poslala račun, sem oni še vedno izplačati avtorskih honorar, ker je meni šlo na pogodbi, da mi bodo izplačati avtorskih honorar. In sem ga dobila kot fizična oseba na svoj osebni račun. Takrat smo imeli potem... In je treba nazaj nakazati denar, in je treba vrniti in vse mogoče. Sam drugo, kako se lahko to piše, če ne avtorski honorar, če imaš
Plačilo za vašo delo. Za Ne, vaše to delo. je vaša, zdaj to ni več to v je bistvu pri nas avtorski plačilo, honorar, ne. ker če govorimo o novinarjih, ne, recimo novinar, ki da izdelek v časopis, to je sigurno avtorstvo, o tem ni dvoma. Kaj pa tisti raziskovalni novinar, ki na televiziji, ja, mu lahko tukaj rečemo, da je avtorsko delo naredil, vsaj v tem konkretnem materialnem smislu, ne, to je storitev. Če imam jaz to dejavnost, ne, in vse, kar delam, je avtorsko delo, ampak zdaj sploh ne napišem, da je to avtorski honorar, ampak To vidim, da vas zelo muči, ne, ta honorar. Na račune vedno piše avtorski honorar za to in to tekst. To je v bistvu zdaj po novem plačilo storitve. Pravilno se napiše račun, glede na delo dogovorjeno v avtorski pogodbi. Lahko je pogodba v poslovnem sodelovanju, to zdaj ni nujno več, da je. Ja, če jo nimate, potem izstavite račun. Račun za storitev. Fajn je pa imeti pač dogovor ali naročilo strani stranke. Nismo pa še nič omenili, kako bo izgledal sedaj naslednje leto, ko bomo morali prvič oddati to poročilo računov, mi normiranci. Kaj bo to? Ja, to sem vam jaz rekla. Najbrž bo izgledal tako, kot sem vam ga predstavila, ko se napiše ta pregled vaših prihodkov, ko napoveste prihodke, bo obrazec in bo v elektronski obliki. Zaenkrat se še ne ve, zaenkrat to še ni informirano določeno, ali se že točno ve, kaj bo. Se že točno ve, kaj bo. Vsi prihodki minus 70%. Ampak to mora biti enostavno, ne? Se pravi, prihodki... To je sedaj bil obrazec 4, ki smo ga oddali glede na lansko leto, ampak za naslednje leto bo en drug obrazec, ne bo ta enostavni obrazec 4. To je akontacija Bo popolnoma skoraj enaka. Ne, to ni akontacija dohodnine, to je akontacija davka. Obrazec 4. Jaz sem se to obračunala akontacijo dohodnine. Ne, za akontacijo davka. Izračun višine akontacije ter obroka akontacije dohodnine dohodka iz dejavnosti. Temu se še vedno reče dohodnina, nažalost, čeprav je to cedularen davek, ampak naziv ima še vedno dohodnina. Glede teh izrazov. Takrat, ko ste govorili o dohodnini, pa o cedularnem davku, pravite, da je to eno in isto, ampak če sem jaz prav razumel, je cedularna odločitev v bistvu dohodnina za normirance in dohodnina po ta starem za tistim, ki grejo po dejanskih stroških. Sem prav razumel. Cedularen davek je samo tisti, ki je pač končen, fiksen, ki ga ne morete nikakor drugače nazaj od države zahtevati. Ampak tudi, se pravi, ne boš nič nazaj dobil, pa tudi nič več ni treba dati. Lahko, če si premalo plačal. No, če si premalo plačal v okviru svojih prihodkov. Tako, glede na akontacijo. To je razumljivo. Te cedularne davke so letos uvedli tudi za druge stvari. Takrat, ko govorimo o dohodnini, vedno računamo na olajšave in tako naprej. Pravi, takrat, ko so dejanski stroški, govorimo o dohodnini. Če pa smo normiranci, govorimo o cedularni plačitvi, ki je dokončna. Tako. Ja, saj to smo pa imeli na parih razpredelnicah, to bo precej komplicirano, ampak v bistvu boste imeli neke ugodnosti, se smo pa tudi že pokazali neparkrat, pa povedali tudi zneske, da bo v prvem letu 30% manj, v drugem letu 28% in tako naprej. V tretjem letu 25%. Te izračuni bodo pripravljeni tudi na straneh Hard Servisa in Društva novinarjev, da boste lahko sami vnesli tudi svoje podatke noter in bojo pač te izračuni tudi prišli ven. Če sem prav zastopila Andreja, bo to že zelo kmalu. Drugač pa na razpredelnici, ki vam jo bo pokazal, je bilo pa to... Aha, to se prav bruto minus 30%, pa je osnova pa spet po teh razredih, v katero padaš potem. Ne, ni več razredov. Imate za najnižje, se pravi, je to, najnižja osnova je 2,14 še vedno minimalna plača, potem se pa bliža tem 60%,
Tisti, ki pa presegajo tisto mejo, pa v bistvu plačujejo, tako kot piše, dobiček minus v letu 2014 30% in potem razdelite na 12 mesecev in obračunate prispevke 38%. In tisto pa v naslednjih letih sam, da se spreminja. Tako da tudi jaz mislim, ne glede na to, če to zdajle usvojite, da ti izračuni bojo pa še povsod po spletu. Vključno z davčno upravo. Prav, odločitev, kdaj iz normiranih stroškov na dejansko vodenje je takrat, ko nam uspe z vsemi temi olajšavami presežiti tek 70%. Tako. Da boste imeli dobička manj kot 30%. Da ne boste imeli nepotrebnih stroškov. Paziti pa seveda na stroške, ki se bodo upoštevali. Lahko jaz še nekaj rekla, samo eno pripombo v to zmedo o avtorskih pogodbah. Zdaj smo mislim, da vsi dojeli, da sta to lahko dve različni stvari, čeprav ima ta enako ime. Ampak jaz bi rada upozorila, da se kot avtori ne smemo odrekati avtorskim pogodbam za naše moralne pravice. Sigurno. To se že dogaja. Meni so hoteli, na primer, na založbi preprosto prepričati, da avtorske pogodbe več ne obstajajo. In da se bo zdaj ta pogodba, ki mi jo bodo poslali, niso mi še imenovali nekako pogodba o sodelovanju, čeprav imam status. Jaz sicer se, kot sami veste, večina nas podpisuje take pogodbe, da se odrekamo vsemu, ne? Pa vendarle, kar je, mislim, da protizakonito in tako naprej, če bi kdo sprožil postopek, bi lahko šli najbrž pred Evropsko sodišče ali karkoli, ampak kakorkoli, jaz mislim, da moramo ustrajati pri svojih avtorskih pogodbah, če nič drugega, morda bo pa naši potomci, ne vem, 70 let, ne? Ja, ne vem, ne? Gre že čisto za princip, ne? In prosim, ne pustite se, da vas prepričajo, da to več ne obstaja. Ta zakon še velja. Še z ministrstvom. Mislim, kar zelo, eno je DURS, ne? DURS nimamo kot podjetniki. Tako. Avtori so pa Vi to naredite za sebe. Za sebe to naredite in ne bojo te pogodbe napisane. Sej to je tako kot pogodba o poslovnem sodelovanju med dvema podjetjema. Jaz kot računovodski servis, če ste vi SP, z vami podpišem pogodbo. Zakaj? Zaradi mojih pravic in zaradi vaših pravic. Ne? In to je v bistvu neko tako pogodbeno razmerje. Ja. In ustrajajte na pogodbah. Ne, vi morate ohraniti varstvo avtorskih pravic in imate uzakonjene, torej tisto, kar vam pripada, si jih pač ne smete vzeti. In boste imeli težave, kot sem jih jaz imela, ker sem začela s knjigovodstvom že dosti prej in so mi hoteli tiste bruto pa neto zneske v avtorskih pogodbah pomešati. In ustrajanje na tem, da dobiš primerljiv bruto znesek s tistim po možnosti, ki ima najmanjše priznane materialne stroške. To se pravi, da dobite tak bruto kot tisti, ki ima samo 10% materialnih stroškov priznanih za enakovredno delo. Potem ste zmagali, ampak jaz sem na to še potem, ker je to osnovni bruto, na ta bruto je prišel še DDV in vse mogoče stvari so bile. Ampak so se ljudje v teh nekaj letih so se izobrazili in so se prilagodili zaradi tega, ker tudi davčni urad smo večkrat aktivirali za kakšne stvari, tudi izvršbe sem že delala, vse mogoče pride takrat, kadar vas hočejo spraviti v tisto minimalno plačilo po avtorski pogodbi. No, sam teh problemov nimate samo vi. Vsi, ki smo na trgu, imamo te probleme, da nam hočejo izničiti naše delo in nas razvrednotati do nule v računovodskih servisih, tako kot ste vi najprej vprašali za ceno, da smo prišli do te faze, da delamo v bistvu res za minimalen znesek za vsakega takega, čeprav že recimo karikiran, tako kot so vaši stroški dela, so tudi naši, plačujemo licence za programe, plačujemo take in drugačne stvari, ampak svojega dela, pa znanja, recimo, ki ga v to vložiš,
še tako majhna bilanca je pač bilanca, za katero si moral ti neko znanje pridobiti, tako kot vi. Tako da to je slovenski problem, ni samo vaš, ampak vseh nas, nažalost. Res na ceste, ali kako? Pazite na neto zneske. Zdaj bomo v tem trenutku zaključali. Prosim, pejte na naše spletne strani, ker bomo vse to objavili in še več informacij in se tam še, če vam kaj ni jasno, dopolnite.